Lepo pozdravljeni. V začetku letošnjega leta je stekla že dolgo časa načrtovana obnova Doma svobode Brestanica. Glavnina del je že končana, več pa v prispevku. Brestaniški Dom svobode je v letošnjem letu deležen temeljite notranje prenove. Dela so v večini zaključena. V nadaljevanju naj bi priskrbeli tudi stole, skupaj s krajevno skupnostjo, tako da bi potem objekt v celoti opremljen in urejen in primeren za uporabo. Gre pa za investicijo v vrednosti približno 123 tisoč evrov, govorimo brez notranje opreme. Torej, celotna gradbena obrtniška dela znašajo toliko. Stoli pa in ostala oprema notranjosti bo pa nekje še okrog 30 tisoč evrov. Obnove se veselijo predvsem v kulturnem društvu Svoboda Brestanica, ki upravlja z Domom svobode. Njegova lastnica je sicer tamkajšnja krajevna skupnost, s katero društvo zelo dobro sodeluje. Tale naš Dom svobode, ko je njegovo ime, nam je res dom. In to je naše pribežališče. Tu noter se dogaja vse, kar potem ljudem pokažemo. Vaje za igre, vaje za ples, noter so prostori za pevce, čeprav imajo svojo pevsko sobo, ampak en del pa tudi tu v domu. Vsi rekviziti in vse, kar potrebujemo pri naših predstavah, predvsem pa gledaliških. In ko smo selili in praznili dom zaradi prenove, smo šele ugotovili, koliko tega je pravzaprav v našem domu. Na prenovo so čakali dolgo časa, dodaja Marjetičeva, saj je bila dvorana že okoli leta 1995 zelo zapuščena. Namreč dvorana je bila prenovljena 54. 55. leta in od takrat samo podrobnosti in malenkosti. Potem smo poskušali tudi mi to delati, ampak nekako nam ni uspelo, predvsem zaradi tega, ker niti ni bila naša last. Bila je last Športne unije kot naravnega naslednika Sokolov. Šele od 2002. leta je naša, od takrat smo se trudili zelo veliko stvari noter narediti. Najbolj smo veseli, da smo utrdili strop, ki je že kar malo popuščal, vendar pa celovite prenove pa ni bilo. In ta se je zgodila zdaj od lanskega na letošnje leto in do maja se je nekako zaključila do konca maja in dvorana je taka, kot zdaj izgleda. Največja skrb jim je bila, da poboljšajo akustiko dvorane. Heraklitne plošče in potem še zavese so izredno veliko pobirale glasove. Zdaj je to sanirano, kakor zdaj kaže, je tudi akustika dobra, ker se tudi sliši to. Ko bomo pa prvič zaigrali noter igro, bomo pa šele bolj vedeli, kaj smo res pridobili. Obnovljena dvorana jim bo dala novega zagona, je prepričana predsednica društva, da tega ne bo malo in da bodo nadaljevali z gledališkimi igrami. Zadnja nas čaka, zadnjo smo se selili najprej v našo šolo s vajami, potem v dom 14. divizije na Senovem, že obesili plakate in potem na nje lepili, da je odpovedano zaradi epidemije. In to nas čaka zdaj. In to bo verjetno prva gledališka prireditev v tej dvorani. Najbolj pa se verjetno bomo vsi skupaj, vse sekcije predstavile na otvoritveni prireditvi. Upajmo, da bo to nekje v septembru, pokazali, kaj zmoremo, kaj znamo in dvorano dali v uporabo. Na redni seji občinskega sveta občine Krško so svetnice in svetniki med drugim sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško, predlog sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za naslednje šolsko leto in izdali soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu. Občinski svet občine Krško praviloma junija ali v začetku julija sprejema sistemizacijo delovnih mest in tudi nove cene za vrtce v občini Krško. Cene se spreminjajo v nekaterih programih navzdol, v nekaterih programih pa navzgor. In sicer občina Krško ima dve vrsti olajšave z naslovom omejene rabe prostora. In sicer prva olajšava je vezana na
najnižjo osnovo, kar pomeni, da lastna cena posameznega vrtca se dejansko najnižja upošteva pri plačilu vrtca. Druga osnova je pa znižanje 30%. Za oddelke prvega starostnega obdobja je osnova za plačilo za približno 5% nižja od sedanje osnove, za oddelke ostalih programov pa za 5% višja od sedanje osnove. Cena za prvo starostno obdobje je 554 evrov in je 5% nižja od lanskega povprečja. Za drugo starostno obdobje mislim, da je najnižja cena nekaj manj kot 400 evrov, potem so pa še kombinirani in pa razvojni oddelek, kjer je cena pa najvišja in se tudi najbolj povišuje. Je pa v ta razvojni oddelek vključenih 6 otrok, tako da se na plačilih staršev ta zadeva še ob sofinanciranju države ne vpliva in se ne pozna. V letošnjem letu bo s 1. septembrom vključenih 1164 otrok, med letom pa se bo dodatno do 28. februarja v vrtce vključilo še 70 otrok. Število otrok je glede na lanskoletni september nekoliko nižje. Na datum 28.2. je pa število identično glede na lansko leto. Število rojstev pa v zadnjih letih, tako kot povsod po Sloveniji, tudi v občini Krško, upada, tako da v letošnjem letu je bilo rojenih 281 otrok v naši občini. S 1. septembrom bo v vrtcih v občini Krško oblikovanih 71 oddelkov. Člani občinskega sveta občine Krško so prav tako izdali soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu. Letno namenimo v proračunu približno 510 tisoč evrov za to pomoč na domu. Gre pa v bistvu za subvencioniranje v višini 70% cene pomoči na domu. Ta cena je trenutno pri nas 21 evrov, drugače pa občan seveda plača 6,3 evra za to storitev. Preostanek 14 pa še nekaj evra pa plača občina svojega proračuna v okviru teh subvencij. Treba je vedeti, da te subvencije so nekje zakonsko predpisane nekje okrog 50%. Naša občina iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora dodaja še dodatnih 20%, tako da je naša pomoč približno 70%. Potrebe po tej storitvi so dokaj velike, dodaja župan. Konec lanskega leta je bilo 180 aktivnih uporabnikov, v celotnem letu 2019 pa so imeli skupno 287 uporabnikov. Potrebe po tej storitvi so dokaj velike, namreč gre za en poseben inštitut, ki omogoča tistim starostnikom, ki sicer so že nekoliko slabši fizični kondiciji, težje vzdržujejo svoja stanovanja, objekte, skratka si ne morejo v celoti pomagati sami, niso pa povsem neodvisni, vendar pa po drugi strani niso niti pripravljeni, niti ni potrebe, da bi šli v institucionalno varstvo. In zaradi tega je neka situacija vmes, ker jim lahko z neko dodatno pomočjo pomagamo. Čakalna doba za umestitev v primeren termin ali za razširitev obsega storitev je bila v lanskem letu do 1 meseca. Na julijski seji občinskega sveta občine Krško so svetniki med drugim potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta prizidave osnovne šole Raka. Na območju Rake ugotavljajo povečano število učencev, zaradi česar na tamkajšnji osnovni šoli nastaja prostorska stiska. Trenutno primanjkujeta 2 učilnici. Nekaj časa smo že iskali rešitev, kako bi to zadevo in ta problem rešili. Namreč težava je v tem, da nimamo prostora, kjer bi lahko celoten objekt širili. To smo potem prišli do ideje, da bi ga širili na območje atrijev znotraj obstoječega tlorisa, tako da bi zato narejen tudi projekt in računamo, da v letošnjem letu, nekje v juliju in avgustu, bi lahko to modernizacijo oziroma spremembo tudi naredili. Celotna investicija bo znašala okoli 260 tisoč evrov. Za naložbo občina pričakuje 43 tisoč evrov nepovratnih in 21 tisoč evrov povratnih sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Preostali del sredstev v višini 196 tisoč evrov bo občina zagotovila sama. S tem bodo za prvo silo rešeni problemi s prostorom v tej šoli, kjer zdaj otroci gostujejo po različnih prostorih, tudi izven samega šolskega objekta. Potrebe po nadaljnji širitvi šole se zaenkrat ne kažejo. V bistvu bolj zabeležimo migracijo, se pravi med različnimi deli občine. Ena območja se nekoliko razseljuje, druga pa priseljuje, tako da neto učinek na prebivalstvo občine je sicer
približno 500 novih ljudi v zadnjih 2-3 letih, ampak večinoma so to starejše osebe, tako da ni tako veliko teh, prirasta malih otrok, tako da število se giblje nekje približno v istem številu, vendar je pa, kot sem rekel, problem so migracije iz enega dela občine v drug, kjer je mogoče malo bolj prijetno bivanje in zato pač so nekje nastajajo problemi, druge se pa prostor sprošča. Šola je sicer v dobrem stanju, saj so jo v letu 2011 obnovili. Praktično zdaj od vseh obnov šol nam ostaja samo še novogradna šola dr. Mihala Roslohar, vse ostale šole pa so bolj ali manj obnovljene, pa potrebno omeniti tudi za novogradnjo 3 oddelkov v osnovne šole Leskovec v Velikem Podlogu, ki je tudi načrtovan, ne bi bil začet letošnjem letu. Občinski svet občine Krško je sprejel tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2 500 000 evrov. Gradnja pa naj bi potekala do leta 2022. Torej, Pešmost je projekt mostov, bi rekel, v Krškem. In sicer je bil nekako začrtan že tam med letom 2000 in 2010, torej kot zamisel, kot predlog, kot ideja, in sicer gre v sklop trajnostne mobilnosti in pa povezave levega in desnega brega Krškega, torej reke Save, in s tem povečevanje števila povezav. Ta most je deloma že umeščen v prostor, sicer s temeljem na desnem bregu reke Save. Gre pa za projekt mostu, ki bo dolg približno 110 metrov, gre za ločni most, brez podpornikov, širok naj bi cirka 3,5 metre. Celotna investicija predvidoma ne bi bila okrog 2,5 milijona evrov, dokončana pa bi bila nekje do konca leta 2022. Vlada je na podlagi 3. protikoronskega zakona določila seznam 187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Med njimi sta tudi hidroelektrarna Mokrice in drugi blok nuklearne elektrarne Krško. Na spodnji Savi trenutno obratuje 5 elektrarn: Vrhovo, Boštanj, Arto Blanca, Krško in Brežice. Projekt zadnje v verigi hidroelektrarne Mokrice zaradi nenehnih pritožb okoljevarstvenih organizacij že vrsto let stagnira. Odločitev vlade, ki je na podlagi 3. protikoronskega zakona pripravila seznam 187 prednostnih infrastrukturnih investicij, na katerem najdemo tudi hidroelektrarno Mokrice, je pomembna za čim hitrejše dokončanje verige, pravi generalni direktor GEN Energije. Za nas je hidroelektrarna Mokrice pomembna hidroelektrarna, predvsem zato, ker je zadnja v verigi in bomo lahko izkoriščali naravne danosti in pa možnosti oscilacije pretokov in pa proizvodnje cele verige. Zato seveda podpiramo, da je ta projekt našel svoje mesto v prioritetnih projektih, ravno zato, ker je možnost pridobiti gradbeno dovoljenje in seveda mi kot energetske družbe smo pripravljeni finančno, strokovno seveda izvesti to investicijo, glede na to, da smo uspešno izvedli celo verigo. V družbi GEN Energija si seveda želijo s projektom hidroelektrarne Mokrice nadaljevati čim prej. Vsekakor bi želeli do konca leta pridobiti dovoljenja, seveda postopki so pa zanimivi, zahtevni in zato je težko predvidljivo točen datum, ampak vsekakor bi želeli delati čim prej, kot sem rekel, do konca leta. Odločitev vlade, da projekt hidroelektrarne Mokrice uvrsti na prednostni seznam investicij, veseli tudi brežiškega župana. Dejstvo je, da ta investicija že zaostaja praktično 3 leta oziroma prve načrti so bili, da bo dokončana v letu 2017, potem se je prestavila na leta 2019 in pa seveda potem na leto 2022 in seveda, vkolikor ne bo to prednostno obravnavano, dejansko ta hidroelektrarna še dolgo ne bo zgrajena. Za občino Brežice je to ključnega pomena, da se ta hidroelektrarna zgradi, kajti to je zadnja v verigi, ki bo nekako stabilizirala oziroma uravnavala celo verigo. V Brežicah pa seveda je ključno, kajti ob tem se gradi tudi poplavna varnost še določenih vasi, kot so Loče, Rigonce, Mihalovec, delno tudi Čatež in pa ostale. Je pa ključnega pomena, če hočemo zavarovati te vasi, kajti ne želim si, da bi se nam zgodila zgodba iz 2010, ko so določeni ljudje v teh vasih imeli tudi po 1,5 metra ali pa 2 metra vode v svojih hišah. Hidroelektrarna Mokrice bi sicer letno proizvedla 131 gigavatnih ur električne energije.
Na prednostnem seznamu investicij pa je med drugim tudi projekt drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško. Predvsem zato, da se začne umeščanje v prostor in priprava tega projekta. No, mi bi predvsem želeli dobiti čim prej energetsko dovoljenje, potem pa seveda tudi pobudo za umeščanje v prostor, tako da naš namen je, da bi z letom 2027 najkasneje začeli z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Zdi se nam sploh pomembno, da država čim bolj realno planira svoje projekte in seveda ta vlada je našla prostor za dolgoročno planiranje pomembnih objektov za Slovenijo. Ravnanje z odpadki predstavlja enega večjih izzivov za vsa evropska in svetovna mesta. Še posebej, ko gre za projekte sanacije in zapiranja odlagališč nenevarnih odpadkov. Družba Kostak je v sodelovanju s hrvaškim podjetjem Opera Group v letošnjem letu začela izvajati dela na sanacijah odlagališč na Hrvaškem, med drugim tudi v Poreču. Skupina Kostak je v partnerstvu s hrvaško družbo Opera Group v letošnjem letu pristopila k izvajanju del na sanacijah odlagališč. Na Hrvaškem trenutno poteka več takšnih projektov. Prejšnji teden so zaključili dela v Poreču, ki so trajala približno pol leta. V Poreču samem smo prejšnji teden uspešno izvedli tehnični pregled. V Poreču smo sanirali odlagališče tako, da smo prestavili nekje 30.000 kubikov odpadkov, da smo oblikovali neko celoto. Potem smo to prekrili z tesnilnimi slojimi, naredili geodrenažni sistem odplenjevanja, imeli smo obvodni kanal za odvodnjo meteorne vode in pa sam sistem odplenjevanja, ki se je priključil na obstoječo bakljo. Družba Kostak je sicer v zadnjih letih izvedla več podobnih sanacij odlagališč. Med drugim so na Hrvaškem sanirali odlagališča v Kninu, Pazinu in v občini Sveti Ivan Žabno. Prav tako je bil tehnični pregled opravljen uspešno v ponedeljek v Pazinu. Zdaj nas čaka še tehnični v Žabnem čez 2 tedna in potem začenjamo z novimi projekti naprej. Sanacija enega takšnih odlagališč se bo namreč v naslednjih dneh začela pri Varaždinu, zatem pa še pri Bjelovarju. Cesta na Ribnik v Brestanici je že zelo dotrajana, zato je občina Krško pristopila k njeni rekonstrukciji. V prvi fazi so potekale arheološke raziskave, po zaključku arheoloških del pa rušitev stanovanjske hiše, ki je predstavljala ozko grlo ter gradnja opornega zidu in rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja in vseh komunalnih vodov. Ureditev ceste na Ribnik je projekt, ki je zasnovan v več fazah. Govorimo sicer o cesti na Ribnik, vendar je treba predno se lotimo same ceste, zagotoviti določene predpogoje. Eden izmed njih je tudi odstranitev ožine pri cerkvi v Brestanici, se pripravi pri samem začetku, pri gostilni Pohle. Ta del projekta je nekje v vrednosti 73.000 evrov in je praktično že v zaključni fazi. Nekoliko so se dela vlekla, gre namreč za to, da je bilo potrebno zaradi bližine objekta z neko zgodovinsko vrednostjo opraviti tudi arheološke raziskave. To je bilo opravljeno, objekt je bil podrt, potem pa se je začelo z izgradnjo opornega zidu, ki mora zavarovati obstoječo cerkev. In kot sem rekel, dela so v zaključni fazi in računam, da naj bi bila zaključena relativno hitro, torej še mogoče nekaj cirka mesec dni. Drugi del tega projekta je izgradnja mostu čez Lokvanski potok v Stolovniku, ki je prav tako ozko grlo. Ta most je trenutno že pri pridobivanju izvajalcev, oziroma izvajalci že pridobljeno, nekaj malenkosti trebno še urediti in predati gradbišče izvajalcev. Izvajalec je isti, kot je bil izvajalec za to rušitev. Tako da, ko bosta te dve zadeve dokončane, potem pa lahko pristopimo k gradnji celotnega projekta. Če bodo dotrajani most še letos zamenjali z novim, bodo predvidoma v naslednjem letu preuredili celotno cesto. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško je potekala podelitev spričeval in nagrad najboljšim na poklicni maturi in zaključnih izpitih. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško so podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi in zaključnih izpitih. In veseli smo, da imamo, lahko rečem, kakor je zgodovinsko leto, tudi zgodovinski uspeh. Dijaki so bili že v tekom izobraževanja od prvega letnika kazali izjemne sposobnosti, tako da ta generacija je bila res dobra. In letos se veselimo kar 6 zlatih maturantov, potem 12 odličnih na poklicni maturi in 7 odličnih na zaključnih izpitih. Letošnje leto je za Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško posebno tudi zaradi prve generacije strojnih mehanikov. Lahko bi rekel, generacija, ki leto zaključuje, je prva v Sloveniji, saj smo ta program dobili kot edini v državi pred 3 leti.
Tako da tudi zaradi tega je ta letošnje leto zgodovinsko. Na šoli je v tem šolskem letu sicer približno 160 dijakov zaključnih letnikov v vseh smereh izobraževanja. Izobraževali so se za 8 poklicev z področja strojništva, računalništva in elektrotehnike. Rezultati v letošnjem letu so zelo dobri. Mi smo imeli letos veliko število dijakov, kar 61 jih je bilo prijavljenih, 59 jih je uspešno zaključilo, to je 97% uspeh, kar je med boljšimi rezultati v zadnjih letih in pa med večje število dijakov. Zdaj v prihodnjih letih bo se nekoliko zmanjšalo na poklicnem izobraževanju, vendar tu nekje ostajamo pri tem. Moram reči, da letošnja matura je res potekala v neki specifični situaciji. Namreč sem že vrsto let tajnik in letos je bila res specifika od same prijave v marcu in potem do same priprave na maturo in sedaj tudi sama izvedba. Moram reči, da smo uspešno zaključili. Kljub tej specifični situaciji uspeh, lahko rekel, izredno dober, ogromno odličnih dijakov in pa tudi 6 zlatih maturantov v vseh programih tehnik računalništva, strojni tehnik in pa elektrotehnik. Čeprav je bil letos potek poklicne mature in zaključnih izpitov specifičen, so ti kljub razmeram zaradi epidemije večinoma potekali normalno. Ja, glede na to, da smo se samostojno mogli učiti z doma, je bilo malo težje, saj si mogel dosti več sam delati, se pozanimati za določene podatke, vendar so tudi profesorji na pomoč prišli, si jih lahko kontaktiral prek interneta in je šlo. Bilo je pestro, veliko učenja, drugače pa z rednim delom je šlo. Najuspešnejšim dijakom so podelili praktične nagrade, ki jih je prispevalo podjetje Metalna Senovo. Dijaki pri nas opravljajo prakso. Vključili smo se pred 2 leti tudi v vajeništvo strojni mehanik, tako da lahko upravljajo obširnejšo prakso pri nas, kar pomeni, da so polovico tedna v šoli, polovico tedna v metalni. Skratka, ta sistem je še boljši kot navadna praksa, zato ker se veliko več naučijo iz praktičnega dela in potem ob koncu šolanja pridejo ven veliko bolj izkušeni. Mi dobro sodelujemo s podjetji, zelo dobro, ker gre na roko za naše dijake, zdaj je bil res problem s korono, tako da smo tole mogli malo prečasno končati. Drugače pa nasplošno pa ni problem dobiti za dijake prakso v normalnih razmerah, tako da smo kar zadovoljni sodelovanju s podjetji. Kljub številnim ukrepom za večje zaposlovanje pa tehničnega kadra primanjkuje. Številna podjetja zato razpisujejo kadrovske štipendije. Ravno letos je tudi eden izmed zlatih štipendistov, naših štipendistov, tako da smo zelo veseli in ponosni na našega Senada Draganoviča, ki se bo tudi septembra pri nas zaposlil. V septembru pa nameravamo tudi nekaj novih strojnih tehnikov štipendirati. Ja, v tem šolskem letu imamo 507 dijakov, ki zaključujejo in odhajajo sedaj na počitnice. Obeti za prihodnje šolsko leto pa so nekako, da bo vpis nekako na tej ravni. Vpisali bomo v vse izobraževalne programe, za vse poklice, tudi za poklic strojnega mehanika, tako v šolski kot v vajeniški obliki. Člani Društva likovnikov Krško oko so v dvorani v parku na ogled postavili razstavo z naslovom Krški kolaži. Izraz kolaž izvira iz francoske besede coller in pomeni sestavljanko iz različnih materialov in dimenzij, ki oblikujejo povsem novo formo. Umetniški kolaž lahko med drugim vključuje izrezke iz časopisov, delčke papirja, blaga, razne trakove, izseke iz drugih umetniških del, fotografije ali njene dele. Ustvarjali smo v tej posebni tehniki pod mentorskim vodstvom Jerce Šantej. Hoteli smo predstaviti Krško v eni določeni specifični perspektivi oziroma Krško nekoč in danes v kolažu. Naslovna tema tokratne razstave je torej domači kraj, upodobljen oziroma predstavljen v tehniki kolaža. Prvi dan tečaja smo za mentorico se sprehodili po starem mestnem jedru. Vsak je poiskal en detajl ali motiv, ki se mu je zdel zanimiv oziroma ki bi ga lahko uporabil pri izdelavi kolaža. Potem smo šli tudi na levi del mesta. Vse te fotografije, izrezke fotografij, to so posamezni detajli od stare ulične svetilke, potem starinskih oken, mestna pročelja hiš, potem na vidmu recimo Trg Matije Gubca, nasadi jabolk, kupala nuklearne. Vse to smo poskušali dati na platno, tudi na Speedway in na
krško-poljskega prašiča nismo pozabili. Kot še dodaja predsednica Društva krških likovnikov, prebivalci, sploh mlajše generacije, premalo poznajo izjemno bogato in pomembno zgodovinsko dediščino mesta in osebnosti, kot so Valvazor, Bohorič, Dalmatin, Mencinger in Hočevarjeva, ki so pomembno zaznamovale njegovo preteklost. Ta tehnika nam je predstavljala zelo velik izziv, kar nekaj noči oziroma dni nismo spali, smo se ukvarjali s tem, kaj bi dali, kako bi to konceptno rešili. V glavnem smo pa na koncu bili vsi zelo zadovoljni in mentorica. Razstava je na ogled do 18. avgusta. Ker pa javne otvoritve te razstave nismo mogli imeti zaradi začasnega odloka o prepovedi zbiranja ljudi nad 10 ljudi, sedaj urejamo oziroma bomo poskušali pridobiti pozitivno mnenje od Nacionalnega inštituta in planiramo, da bi potem naredili malo drugače, da bi bilo to za zaprtje razstave 18. avgusta. 20. avgusta pa že pripravljajo novo razstavo, tokrat kiparsko, ki bo prav tako na ogled v dvorani v parku. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečni pregled dogajanja v občini Krško. Hvala za pozornost in nasvidenje.